Vabim, da se mi pridruži Petra Seliškar in Nil Fero Seliškar. Hvala. Ja, mislim, da si zaslužita en velik aplavz. Ogledali smo si en prav poseben film, ne? Zdaj so počitnice pri kraju, 14 dni smo zdaj se vsi vrnili v vrtce, v šole, v službe. Nekateri ste bili verjetno na morju. A je bil kdo na morju? Lahko pokima, da vidimo. Je kdo na morju? A je bil kdo v hribih? Od otrok recimo. Lahko tudi pokimate, da vidim jaz, če kaj valovi tukaj dvorana. A je bil kdo v hribih? A se je kdo družil s prijatelji, sorodniki, sovražniki, s komerkoli? V redu, vse migota. A je kdo slučajno pasel na kakšni planini? Krave, ovce in vse ostalo? Nihče. Jaz pa sem bila en teden na planini Laž, že 3. poletje v Bohinjskih gorah in zato so me zgleda povabili, da se z vama pogovarjam, da se malo razumem ta pastirski svet. To, kar smo si zdaj ogledali, ni bil igrani film, ne? To je bil dokumentarni film, ki govori o resničnih ljudeh, govori o resničnih krajih. To niso bili igralci, to so bili čista pravi ljudje. In zdaj mene zanimajo okoliščine nastanka tega filma. Kako sta vidva, sploh vem, da sta po enem spletu naključij prišla do tega znanja, da obstaja ena družina, ki že 4 generacije živijo kot pastirji, kar je zelo redko, tudi v teh krajih Severne Makedonije. In kako so oni privolili sploh, da nastopijo v tem filmu? Oni so ena takšna drugačna družina, morda že nenavadni za svoje sovaščane, ampak nekako sta jih uspela pridobiti, da jih danes lahko gledamo na platno. Kako vam je to uspelo? Povedal nam je za te pastirje, ki so v gori. Marjan, ki ste ga videli v filmu kot tega razmnoževalca psov, dilerja, tako ga oni kličejo. No, on nas je v bistvu na željo ene naše prijateljice, ki se ukvarja prav s temi delovnimi psi. To niso psi za doma, tudi jih ne moreš zaprti, oni nikoli ne živijo privezani v vasi, oni so vedno spuščeni in zato so pač drugačni psi. Je pa tudi res, ker pač mogoče otroci kle ne poznajo te situacije, da ti ne moreš kar se sprehajati po planinah, če so tam pač te psi, ki čuvajo ovce in seveda napadejo vsakega, ki se približa, ker je to njihova naloga, to je njihova služba. Ja. Tako da, ja, midva se pa v bistvu, ti si bil čisto majhen prvič, ko smo šli na obisk k njim gor. Vsako poletje se pravi, oni so tam 3-4 mesece, mlajši otroci grejo v šolo, ostali pa ostanejo gor. In smo tako eno poletje prišli in smo pač pri njih spali, v Bačilu se reče te njihovi hišici. Ja, in smo se pač začeli družiti, tako da 5 let smo snemali ta film. Se pravi, izkušnje 5 let so potem na koncu recimo se strnile v ta film. Ja, zato ker pač to je res dokumentarni film, se pravi, nič ni igrano, nič ni naštimano in dejansko pač toliko časa moraš preživeti, da te živali sprejmejo, da te ljudje sprejmejo, da to zgleda kot mogoče igrani film na nek način, ampak ja. Verjetno je pomagalo tudi, da so bili eni mlajši zraven, ne? Ja, mislim, ful je bilo zanimivo z njimi, ful je tako drugačno razmišljajo, kot ljudje iz mesta, naprimer, ali pa kaj takega, zaradi tega, ker oni ful je drugačen gor, zaradi tega, ker oni nimajo, kako naj rečem, ful izbir med stvarmi in kaj je tam vzgori. Ni nekaj, da si odločiš, ja, zdaj bom to pa to, zaradi tega, ker je pač ful imaš, ni toliko široko, kakor mislijo, aha, tam si zdaj imaš ful časa, ful lahko vse, mislim,
tako, ful drugače, tako da. Drugače je tudi to, da živali, a ne, narekujejo ritem dneva. One so tiste, ki imajo ene potrebe in pastirji skrbijo za živali, ne. Ni tako, da bi si rekel, danes bom pa si vzel prosto, pa bom šel na tale vrh, ki bi ravno malo, a ne, hodil, ampak živali ves čas zahtevajo en tempo, jih je treba hraniti, je treba poskrbeti, da pridejo, da so varne, da so pomolžene in tako naprej, ne. Ja. Nimajo počitnic. To so njihove počitnice. Ja. Je pa na nek način to svoboda, no. Ni mame, ni očeta, ne, noben ti nič ne teži, pol pa pač sam delaš, tako kot starejši brat reče. Tako da v bistvu, ne vem, no, to so njihove ovce, oni ne delajo za nobenega. Oni, ko se rodijo, dobijo vsak svojih 100 ovc in potem pač to je njihova dota na nek način in oni imajo odgovornost do njih in seveda morajo funkcionirati med sabo kot ena velika družina, ki si pomaga. Ne. Ko je starejši brat več ne more, mlajši prevzame njegovo in tako naprej. Zato se to učenje ves čas dogaja tudi v filmu nekako. No, ampak tudi snemati film v takih gorskih razmerah, to si jaz predstavljam, da ni lahko, ne. Ta Solunska glava, sem preverila, je več kot 2500 metrov visoka gora. To so resne gore, to je visokogorje po naših merilih, ne. In smo videli eno takšno dramatično nevihto. Kako bi se vi počutili, če bi bili čist sami s stotinami ovac, dež, nevihta, grom, grmi, mislim, tudi težko je bilo priti tja, ne, tudi ceste niso tako dostopne, kot si mi predstavljamo, signala nismo videli, a je sploh elektrika, kako ste snemali, tudi me zanima. Pot je res dolga, tako, lahko se raztegne do 3 dneh, da priješ do tja, zaradi tega, ker... 3 dni? Ja, lahko se tudi do tega raztegne, zaradi tega, ker z avtom, ki smo ga imeli, je bil en ful ogromen jeep, je bil tako ful visok, jaz sem lahko čepel pod tisto avto, zaradi tega, ker je bil tako visok, zaradi teh kamnov in vsega, ker če bi ti zdaj nek nizek avto vzel tam, ti ne bi mogel narediti 20 minut do gore, zaradi tega, ker je taka ulica, smo se zataknili fulkrat, pa pol smo rabili z osliči, z konji in da pridemo do tja, je trajalo, tako da. Ste bili čisto pretreseni v avtu, a ne? Te ceste tresajo kar pošteno. Kaj pa snemanje samega tako filma? Kako poteka v takih razmerah, Petra? Ja, zanimivo je. Ja, stolovščina. Ja, mi smo bili kar velika ekipa, zato ker je bilo treba vse nositi, ne. To niso ceste, da se razumemo, to je nekaj, kar voda pusti za sabo po zimi, ne. In to so graben, rečemo v slovenščini. Ja, se pravi, greš tako in tako ure in ure in ure in če je dež, potem avto gre nazaj in spet in tako, no, tako da ja, to ni lih najbolj, mislim, je avantura, no, vsakič. Seveda psi so napadali vse po vrsti, tudi Nila, ne, Nil je tudi dobil svojo porcijo, mene niso, mene so nekako vzeli, ker zgleda so tudi pastirji me vzeli za mamo in potem nekako tudi psi so to dojeli. Na začetku sploh ne smeš iti na WC, mi smo živeli v šotorih, ne, in praktično po noči je gibanje zelo omejeno, ne. Tako da, mogoče moramo tukaj povedati, da so šarplaninci zelo, zelo dobri čuvarji. In vsakega, ki pride od zunaj, dojamejo, a ne, kot vsiljivca, kot nekoga, ki je nevaren za njihove živali, za čredo. Zato ne, nista mogla vidva. A sta imela tudi, vas je kdo ugriznil ali kaj si rekel? Te je ugriznil? Mene je iz odzadaj, jaz sem v bistvu zjutraj sem se zbudil in pol sem v bistvu sem hotel iti do Zekirja in do teh pastirjev, da vidim, kako kaj delajo zjutraj, ne, bil sem malo mlajši. In sem pač tako, pridem do tam. Za hišo sem nekako prišel in oni so lih dobivali zajtrk. In jaz nekako pridem okoli in sem tako psi vsi okoli. In pol mislim, da je bil turbo, ampak iz odzadaj me je ugriznil in pol so vsi šli naokoli in pol je Zekir prišel ven in se je ful dogajalo naenkrat. Tako da, ja, kar šok je bil. Pa si jih nisi bal potem naprej, ali si bil malo bolj previden vendarle? Ja, previden zihar, ja. To so tudi veliki psi, a ne? To niso tako mečkeni. To so bili skoraj večji od mene, ker sem bil malo manjši, pa so pa bili meni tako dokle zihar, a ne. In je bilo
tako kar taka. Ampak so ljubki psi, no. Mislim, to je bilo zaradi tega, ker so jedli, saj od tega se je potem naučil, da pač takrat, ko je hrana, enostavno ne greš psu v blizu, ne. Pri nas so vedno rekli, da ima pri jedi še pes rad mir. No, to je recimo priložnost, da se naučiš tega pregovora, ne. Ampak ta moment teh živali, se mi zdi, da to je pa res najlepša reč, razen vseh teh spektakularnih pogledov na naravo. A ste videli, koliko živali v tem filmu nastopa? A ste kaj šteli? Najprej se igrajo svizci, a so svizci, a ne? S tistimi majhnimi mladiči svizcev, ki se jih nikoli jaz ne bi upala dotakniti, ki po moje tako šavsnejo, tako ugriznejo, imajo dobre zobe. Potem smo videli, a bomo skupaj našteli, kaj, 600 ovc, 30 psov, šarplanincov, potem so bile še krave, a ne, na drugi planini, 85 krav, ki jih en sam pastir obvlada, to mi je bilo fascinantno. Potem, kaj smo še videli? Konje, osle, mezge, nekaj v tem duhu, a ne? Pa kaj še? Volkove. A so bili ta pravi ali ste jih ponaredili kako računalniško? Čista pravi. Ta pravi volkovi. Pa še nekaj je letalo po nebu? Muhe. Muh je bilo nešteto, na koncih niste napisali, bi jih mogli v kolofonu napisati. Nešteto muh. Še kaj? Koze. Koliko so bile srčkane, ne? Kako so se med sabo igrali. Še kaj sem še nekaj videla. Nekaj je letalo po nebu še. Ptice. A je bil? Orel je bil, čista prav orel. Jaz sem se kakšna kanja, orel. Še kaj? Sviste smo že rekli, ne velja. Insekte smo že rekli. No, saj to, a smo kaj pozabili? Ampak Nil, katere živali? Ampak jih nismo videli v filmu, so pa. Kdo? Ja. Kač ni bilo. Ja, katere živali so se pa, no povej, imaš še kakšno srečanje z živalmi? Bile so, ko je dež padel, so v bistvu te kušte, ne, kaj so že bili oni črno-rumeni, močeradi, ful jih je bilo, prihajali so iz kamnov, no, bolj, ampak še vedno, tam jih je bilo ful velik. Ja. Katere so pa tvoje najljubše živali z gore? Vse lahko poveš po resnici, kaj zdaj mamo gledaš, ne? Ne, en dogodek je bil, ker dosti smešen, tako da, ne, v bistvu s kozami, za njime je, mislim, Zekir me je naučil, kako most koze, tako da ja, to je bilo tudi, ker hudo se kaj naučiti. To ni lahko, ne, most? Mislim, ne, v bistvu, ja, ne, koze je bilo ful, pa sem tudi tako, gledal sem, kako so v bistvu, so imeli te kletke in pol so jih tako porivali, ne, da grejo eno in po eno in pol sta bila tam Zani pa Zekir in sta mozla te koze in pa so šle naprej in je bilo ful težko, da jih zagrabijo in ta moč, kako jih zagrabijo hiter, pa refleksi, pa to, da oni res tako morajo imeti nekako, ful morajo močni biti res, zaradi tega, ker... Prav, ne smeš se bati, prav prijet, hiter prijet, a ne, pa to samo zavest tega rokovanja živalmi, mislim, da je kar pomembna. Zdaj pa, mogoče sam še eno stvarno, kar je toliko nenavadno poleg živali, vsej meni, ta samostojnost teh otrok, a ne. Te dva sta kar majhna, ko sta brez staršev, celo poletje na planini, delati morata, poskrbeti za stvari, kada sta odrasla. Medtem, ko se recimo, no, tako v Ljubljani, starši prerekamo z otrokom, a bo odnesel smeti ali ne bo, a bo položil umazano posodo v stroj ali ne, ne. To se mi zdi pa, da je ena od zelo zanimivih plati tega filma. Petra, kaj ste se naučili? Mogoče v lastnem materinstvu? Jaz marsikaj. Jaz v bistvu sem mogoče prišla z neko tako, ampak v bistvu me bolj zanima, kaj si mislijo oni, no.
Mikrofon, nekako prišla sem z neko tako zelo zahodnjaško idejo o tem, kaj bi zdaj te otroci morali, kje so njihovi starši, in pa sem se v bistvu vsako poletje več od njih naučila in dojela, da je pravo znanje in to prenos, generacijski prenos, se pravi od babic, dedkov naprej, da oni znajo praktično totalno vse in da če bi elektriko izključili, bi mogoče se znajdali, mi pa ne. Tako da ja, to sem se naučila. Kaj pa počitnice, če bi jih primerjal? Ljubljanske pa makedonske ali pa te gorske, no, ki niso samo navadne makedonske počitnice. Ogromna razlika, zelo ogromna razlika, zaradi tega, ker mi se tako gremo na počitnice, se spočijemo in je ful tako, gremo naokoli in ni ful za delati, ampak na gori to pa res ni tako nič podoben našim počitnicam, pač zaradi tega, ker tam, Petra je rekla, non-stop delajo, pač ne morejo si počiti, pač ne moreš reči, zdaj pa bom malo si vzel pauzo, kako ste rekli, tako da ni neki ful velik za ležanje na plaži. Točno to. Ampak je pa en občutek ene velike povezanosti z živalmi, velike povezanosti z vso naravo okrog, nekaj drugačnega, nekaj posebnega, nekaj skrivnostnega. Zdaj pa čas, da se obrnemo na vas. Sem prepričana, da je kar nekaj stvari, ki bi jih radi vprašali. Kar pogumno, mi imamo mikrofon tukaj, bo šel okrog. Jaz bi samo še nakratko, ker imam tukaj kompozitorja glasbe, to pa le. Koren je tukaj z nami in Vera Galeševa, ki je delala audio dizajn, se pravi vse zvoke, vse te, kar ste slišali, vseh živali, je mesece in mesece krojila in dala v to zadnjo obliko. Tukaj je še Ivana Naceva nekje, ki je delala vse, kar se ne vidi na filmu, ampak je zelo veliko tega v produkciji. To je zaenkrat naša ekipa, ki je tukaj prisotna. Sem rada bi se zahvalila vsem. Mislim, da jim lahko kar zaploskamo, ne? Velik del. Katarina, ki je poskrbela za promocijo in PR, tako da evo, to smo. In najlepša hvala Petra, zato ker res je to zelo še ena Petra Slatinšek s Kinodvora. In sem vesela, da je ta film prišel do publike, ki si jo zasluži. Hvala. Bravo Petra, še zate. A imamo kakšno vprašanje v parterju? Zagotovo vas zanima kaj, no? Recimo, če je Nil začel kaditi na Makedoniji. Ne, to je bolj za šalo, bomo resno vprašanje prevzeli. Izvolite. Vprašal bi, ker sem delno poslušal, da ta jezik, ki ga v tem filmu govorijo, je zelo težko prevesti v makedonščino in sploh so imeli veliko dela. Hvala. Gre za Makedonija ima veliko raznih jezičnih skupin, ki se pa seveda, ko niso v kontaktu z drugimi manjšinami oziroma jeziki, se pravi, mešajo. Je tukaj vpliv turščine, makedonščine in albanščine. In ko smo iskali prevajalce, zaprav točno ta jezik, oni govorijo makedonsko in neko to svojo mešanico albanščine, turščine in ni gojranščina, je bilo zelo težko najti nekoga, ki bi sploh lahko razumel in prevedel. Tako da tukaj veliko časa smo porabili, da praktično sploh zvemo, kaj zares govorijo. Tako da na koncu smo našli v Kinoteki nekoga, ki je se prav z dialektologijo ukvarjal in je to narečje poznal. Krasno. Pa pomaga tudi, da vidva govorita makedonsko, ne? Zelo, zaradi
tega, ker mislim, oni so govorili, da govorijo albansko, sem bil tako, bi že najdel nekoga, ki prevaja albansko, ampak ja, Albanci noben ni razumel, tako da ja, pa smo pa najdel. Ti si razumel? Okay. No, super, a si vse razumel, ali sam nekaj? A si razumel? Super, ok. Še kakšno vprašanje? Kar v mikrofon. Kako je potekala pač montaža in katere stvari ste dodali v film še? Ja, to pa je dobro vprašanje. Montaža je bila dolga in obsežna, zato ker pač lahko si predstavljaš, da smo snemali 5 let in da so otroci med tem rasli, a ne? In da so tisto izpred 5 let ni ujemalo s tistim čez 5 let, ker tako vidiš, kako vi zrastete za eno glavo v parih mesecih, a ne? Tako da to je bil dolg proces, ja, in tudi, ja, potem smo se morali odločiti, kaj bomo obdržali, kaj ne. Bilo pa blazno veliko enih lepih scen in res pomembnih stvari, ne? Ampak na koncu smo se trudili, da bi bila ta verzija krajša, da bo pač gledljiva za publiko, ki mogoče ne more 2 uri sedeti v kinu, ne? Tako da ja, smo se odločili za poletne počitnice, ki so nekako, ki jih je potem še Nil s pomočjo voice-over, se pravi pod nas, naredili smo tekst, da se majčkeno lažje tudi vizualne stvari čitajo, ker ni toliko časa, da bi vse razumela, ne. Ta glas pripovedovalca je torej tvoj? Ja. Okay. Prva 3 leta tega filma. Zadnjo. Prva 3 leta je v bistvu tega snemanja nismo vzeli zaradi tega, ker so toliko zrastali, tako da prva 3 leta to v bistvu samo zadnje 2 leti smo uporabili in ker ja, zrasteš ful hiter. Ja, to je ena stvar, pa tudi zamenjali so lokacije. Mislim, komplicirano je v gorah, ni komunikacije, tako da ja, veliko stvari bi lahko še rekli. Zakaj, no tako. Kar v mikrofon, prosim, ker se pogovor snema, pa prosim za mikrofon. Medtem se pa še zadaj pripravite, če ima balkon kakšno zadnje vprašanje, da potem... starosti potem otroci dejansko prvič grejo? Na planino pri 6 letih, ja. Aha, se pravi, te 2 mlajša otroka sta bila, ne vem... Ja, takrat je bil, ja, nekaj tasga, ja. Basri je bil, zdaj točno ne vem, ampak ja. Najprej jih pri 6 pripeljejo tako za en teden, ne. Potem pa že grejo in ostanejo dalj časa, ne. Drugače pa so v vasi z svojimi starši, ki je daleč stran, tako da ja. Morda še kakšno vprašanje zdaj zadaj, ja, še eno zadaj vzamemo, pa eno z balkona, potem pa hitro na prigrizke. Ja, kar tamle, če lahko. Nil, mene pa zanima, kako so te pa oskrbeli, ko so te psi ugriznili? To je bilo pa samo tako, mene je Zekir takoj vzel noter in je pogledal in sam bil tako, ok, dobro. In pa smo sam, v bistvu je bilo, ful je bil tako, ni pričakoval tega, ker prva stvar zjutraj ne pričakuješ, da pride otrok na tvoja vrata, krvavi z njegove noge. In je v bistvu smo pol, nekako smo povili, sploh ne vem kdo, ampak ja, nekako so dobro. Šok je bil, ne? Zelo velik šok, ker mislim, tako, jaz prvo sekundo, ko sem to, ko me je ugriznil, bil šok, ustrašil sem se in pol, tako, ko sem videl kri, tako, jaz sem sam razmišljal na kri, tako, sploh ni me bolelo, ne vem, tako, ful je tak šok. Ste kaj razkužali, ste kaj cepili? Doktor Zekir ima vse. On tudi krave pa ovce operira, tako da je vse zrihtu. Veterinar predaleč, pa morajo znati vse. Ja. Zdaj pa še zadnje vprašanje jemljemo z balkona, če je slučajno.
A lahko samo sekundo v mikrofon, ker se snema, pa so me prosili, da striktno. Torej, jaz nimam vprašanja, bi pa ful izrazila rada svojo pohvalo in zahvalo za ta moment, ker mi smo pričakovali igrani film, bil je dokumentarni še boljš, cela ta izkušnja, tako da vse pohvale, upam, da ta film doseže kakšen pomemben ali pa ga je že mogoče filmski festival. Glede na to, da je Al Jazeera sodelovala, upam, da ste bili saj na njihovem doku ali neki, v glavnem vse čestitke. Tole je bil pa res krasen zaključek. Hvala Petra, hvala Nil, hvala občinstvu in res želimo filmu eno takšno čudovito projekcijo in krasno pot naprej, vama pa še veliko, veliko filmov, ustvarjanja in vsega, kar si želite. Hvala. Hvala. Zdaj pa na prigrizke.